sporih na kardiologiji in gradnji urgentnega centra. Romsko restauracijo bodo odprli z manjšo zamudo. V 3 letih testirali okoli 2000 otrok in mladostnikov. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo sejo sveta zavoda Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra. Člani sveta so med drugim razpravljali o oddelku za kardiologijo, ker zaposleni v zadnjem času opozarjajo na pomanjkanje kadra, slaba plačila in zastarelo opremo. Zanimalo pa jih je tudi, kako napredujejo postopki izbire ponudnika za gradnjo mariborske urgence. Časa za črpanje evropskih sredstev je namreč vse manj, poroča Saška Jazbec. Kot osrednja točka današnje seje tokrat niso bile v ospredju finance, temveč nadaljnji razvoj kliničnega centra. Pri pripravi prostorskega načrta so v bolnišnici že predvideli zemljišča za širitev svoje dejavnosti. Glede na odmevno dogajanje v medijih pa so se člani sveta želeli podrobneje seznaniti s problemi na kardiologiji. Direktor bolnišnice je poudaril, da so se problemi začeli z uvedbo elektronskega registriranja delovnega časa, s katerim se je bistveno zmanjšalo število nadur in posledično s tem tudi plačilo. Predlog Fidesa o možnosti drugačnega načina plačila za nujne posege pa nima zakonske osnove, je opozoril Pivec. Člani sveta so se strinjali, da registriranje delovnega časa ne more biti problem, kljub temu pa so izrazili skrb, da ne bi zaradi tega trpeli bolniki, zlasti zaradi upozorila zaposlenih na kardiologiji glede dotrajanosti aparata. Zato so vodstvu naložili, da do naslednje seje pripravi program prenove aparatur, ki so na koncu življenjske dobe. Kar zadeva gradnje urgence, je pogodba v višini 13,2 milijona evrov v fazi podpisa z izvajalcem GH Holding. Zaradi nepremičninskega davka in odprave plačnih nesorazmerij bo Mariborska univerza prepotrebna 2 milijona evrov. Zato bo med drugim izgubila tudi možnost za kandidiranje na evropskih in nacionalnih razpisih, ki prinašajo razvojna sredstva. Vodstvo opozarja, da se s tem začenja počasen propad kakovosti izobraževanja, zmanjševanje števila vpisnih mest in predavateljev. Univerza v Mariboru bo morala letno plačati dobrih 471 tisoč evrov davka na nepremičnine, kar je 6-krat več, kot je bilo doslej prispevka za stavbno zemljišče. Seveda pregledujemo celotni inventar univerze, gledamo, kje so še možni, kakšni, torej tudi od prodaje, prihranki, kje bi si lahko kak denar tudi sposodili, čeprav je to nevarna zanka. Še hujši finančni udarec bo financiranje odprave plačnih nesorazmerij, katere prva polovica tretje četrtine bo stala skoraj 1,6 milijona evrov. Tudi te bodo morali pokriti iz lastnih sredstev, tako da bo za razvoj in raziskave v njenem 90-milijonskem proračunu ostalo bolj malo. Pričakovali bi, da tisti, ki je pravzaprav povzroča dodatne stroške, poskrbi tudi za to, da se pokrijejo. Če je to možno za bančno luknjo, potem ne vidim, zakaj ni možno za takšne perspektivne dejavnosti, kot je visoko šolstvo, znanost. Ker morajo po navodilih ministrstva odpravo nesoglasij evidentirati v poslovnih knjigah za leto 2013, bo to prineslo negativno stanje. S tem pa izgubo možnosti za kandidiranje na evropske projekte, ki prinašajo denar tudi za redno izobraževalno dejavnost in predvsem razvoj. Bi si predvsem želeli premišljenih odločitev na vladni strani. Enake težave imajo sicer vse slovenske univerze. Svoje nestrinjanje s slabitvijo visokega šolstva pa bodo izrazili tudi na bližajoči se rektorski konferenci. V kopališču Pristan so zaradi nujnih intervencijskih del v strojnici do nadaljnjega zaprli srednji bazen. Kot so sporočili iz športnih objektov Maribor, ogled sanitarne inšpekcije še poteka. Kljub temu pa izvajanje plavalnih tečajev in treningov ne bo moteno, saj je plavanje mogoče v malem in olimpijskem bazenu. Zaprtje srednjega bazena je bilo pričakovano, so še sporočili, saj najdlje ni bil deležen obnove in je najbolj dotrajan. Pred okrožno sodnico pa je danes stopil plavalni učitelj Jernej Lorbek, eden od trojice, ki je bila osumljena odgovornosti za utopitev 6-letnega dečka na kopališču Pristan pred 4 leti. Lorbek je dogodek obžaloval, a krivde ni priznal. Kot je znano, sta krivdo na prejšnji obravnavi zanikala tudi direktor športnih objektov Maribor Anton Knez in Kristan Habjanič, nekdanji lastnik podjetja Kiki organizacija, ki je takrat izvajala plavalni tečaj.
30-letni učitelj športne vzgoje je februarja 2010 odgovarjal za 4 otroke, med njimi tudi za 6-letnega Marcela Klinca. Ta se mu je po zaključenem tečaju izmuznil in v meter globokem bazenu utonil. Lorbku tožilka očita povzročitev smrti iz malomarnosti. Predlagala je 8-mesečno zaporno kazen, ki bi jo lahko odslužil z družbeno koristnim delom, a ponudbe ni sprejel, krivde ni priznal. Opustil naj bi skrb za tega otroka, kritičnega dne v Pristanu, za katerega je bil zadolžen. Njegova zagovornica Teja Mlinar Kovačič je predlagala nekaj dodatnih dokazov, med drugim izvedenca zdravniške stroke. Izpostavila pa je tudi vprašanje odgovornosti zaposlenih na osnovni šoli. Tisti trenutek, ko so učiteljice predale delavcem Pristana otroka, je ta prevzel celotno skrb za otroka in nikjer ni predpisano, da bi morala biti učiteljica zraven. Obravnava se bo za vse 3 obdolžene, vključno z Antonom Knezom in Kristjanom Habjaničem, nadaljevala 27. marca in 1. aprila. Kot smo poročali, se je včeraj zaradi odškodninske tožbe na Mariborskem okrožnem sodišču morala zagovarjati nekdanje vodstvo Nove Kreditne banke Maribor. Danes pa je nekdanja članica uprave Manja Skrnišak na delovnem sodišču zoper banko vložila tožbo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Skrnišakove, ki je banko morala zapustiti lani jeseni, na sodišče ni bilo, odvetniki pa niso dajali izjav. Za sodno pot se je zaradi odpovedi delovnega razmerja odločilo še 10 nekdanjih uslužbencev Nove Kreditne banke Maribor. Upniki športnega centra Pohorje so z večino glasov potrdili prisilno poravnavo, ki jo je predlagala uprava. V 4 letih po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi jim bodo tako poplačali polovico prijavljenih terjatev. Sklep mora potrditi še Mariborsko sodišče. V nadaljevanju še druge aktualnosti. Iskanje novega ministra za zdravje je gotovo v ospredju seje vlade. Potem, ko je Igor Šoltes zavrnil kandidaturo, je na potezi Desus, ki za zdaj še pripada vodenje zdravstvenega resorja. Vendar pa prvaka stranke Karla Erjavca zaradi bolezni ni bilo na seji vlade. Po mnenju prvega moža zdravstvene blagajne Sama Fakina, ki se je seje udeležil zaradi finančnega načrta zdravstvene blagajne, bi bilo najprimerneje, da bi delo nadaljevala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Brigita Čokl. Sistemske spremembe slovenskega zdravstva so nujne, saj zaradi neuresničenih reform in zmanjševanja sredstev ne more več slediti novostim, so opozorili na javni predstavitvi mnenj odbora Državnega zbora za zdravstvo. Med drugim so opozorili na težave pri javnih naročilih, upravljanju s človeškimi viri, vodenju zdravstvenih zavodov in upravljanju investicij. Za slabe kredite je po mnenju predsednika uprave Nove Ljubljanske banke Janka Medje v precejšnjem delu kriva svetovna finančna in gospodarska kriza, a ne v celoti. Kot je pojasnil pred člani Komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, so ključni v bankah prispevale tudi prevare. Danes so zaslišali tudi predsednika uprav Nove KBM in A-banke. Predsednik uprave Aleš Havc je povedal, da so takoj po njegovem prihodu na čelo Mariborske banke v aprilu 2012 uvedli forenzično revizijo. Zanjo se sicer niso odločili zaradi nepravilnosti v banki, pač pa v želji ugotoviti dejansko stanje. Na podlagi rezultatov pa so sprožili določene postopke. Tako Havc kot tudi predsednik uprave A-banke Jože Lenič sta dejala, da banke niso bile pripravljene na poslovanje v okolju finančne in gospodarske krize. Nobena banka v konjunkturi verjetno ni pripravljena na poslovanje v krizi. Po ljubljanskih cestah so v dopoldanskem času na ključnim potnikom na postajališčih LPP nudili prevoz super avtomobili prestižnih znamk. Profesionalni voznik Ciril Komotar, ki je vozil Ferrari F430 Scuderia, je dejal, da je peljal okoli 30 ljudi, njihovo navdušenje pa je izjemno. Namen voženj z avtomobili je bila promocija nove oddaje blagovne znamke Top Gear. Nadaljujemo pa z romsko restavracijo v Mariboru. Prva romska gostilna v Evropi bi morala vrata odpreti že v prihodnjih dneh, a bo goste začela sprejemati šele čez kak mesec. Dobrih 130 kvadratnih metrov velik objekt je namreč precej bolj dotrajan, kot so najemniki mislili pred obnovo. Poleg drugega bodo morali zamenjati tudi vso napeljavo, večino dela pa bodo skušali opraviti s pomočjo prostovoljcev. Iz nekdanje restavracije Čuču se te dni še ne širijo omamne vonjave, pač pa prah. Pred stavbo pa se kopičijo staro pohištvo in odslužen gradbeni material.
Elektro, voda, vodovod inštalirano za predvazduhe, ne, in ogromno, to je, se pravi, katastrofalno je notri, ne. To so dodatne stroške. Tudi prejšnji najemnik je vse, kaj je bilo notri, vzel seboj, tako da smo mogli vse na novo narediti. Dalje malo bo zamude, predvsem zaradi Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki nam pomagajo z smernicami, kako sploh lahko pravzaprav posegamo v prostor. Za mnoga lažja dela bodo, tako zaradi nižjih stroškov kot solidarnosti, poprijeli prostovoljci. Veliko prostovoljcev se nam je že prijavilo, da bi nam rado pomagalo, tudi v partnerstvu z Zavodom za zaposlovanje. Ob 300 tisoč evrih evropske in državne pomoči do leta 2015 si vsaj nekaj Romov obeta zaposlitev. V samem projektu po Evropskem skladu imamo samo 5 zaposlenih, ampak nekako se pogajamo in se potrudimo na nekaterim razpisem, da zaposlimo še 10. Gostilna naj bi vrata odprla v začetku marca. Tako bi začetne zadrege in težave že premagali do uradne otvoritve na Svetovni dan Romov 8. aprila. Ta bo menda trajala kar 3 dni, povabljeni pa bodo tudi visoki gostje iz Slovenije in Evropske unije. Na naši televiziji že nekaj časa spremljamo mednarodni projekt, ki v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj ozavešča o celiakiji. Gre za kronično bolezen tankega črevesa, ki se razvije zaradi preobčutljivosti za gluten. Projekt se letos končuje, na območju Maribora in zahodne Madžarske pa so v 3 letih testirali okoli 2000 otrok in mladostnikov. Celiakija se pojavlja pri več kot 1% prebivalstva, kar jo uvršča med najpogostejše kronične bolezni razvitega sveta. Kljub temu pa je po Evropi odkrivanje bolnikov še vedno premalo uspešno. Pred mesecem dni so bolezen odkrili tudi pri Karolinini 7-letni hčerki. 2 leti je trpela zaradi značilnih težav, bolečin v trebuhu in tudi napetosti. Zaradi zdravstvenih težav, ki jih je pa imela, pa bi rekla, da najprej neko olajšanje, da je diagnoza sploh potrjena, potem pa se začnejo težave oziroma raziskovanje in učenje, kaj to sploh pomeni, da ima otrok celiakijo, kakšno prehrano lahko je. Bolnik namreč mora iz svoje prehrane izločiti žita ter izdelke iz pšenice, rži, ječmena in ovsa. Nujna je stroga brezglutenska dieta, ki traja vse življenje. Celiakija pa je tudi genska bolezen. Glede na to, da bi naj 1% populacije imel celiakijo, se to ni zgodilo. Med temi testiranimi ni bilo 1% novo odkritih bolnikov. Ne vemo točno zakaj, ampak pri srednješolcih zna biti že kar precejšen problem to, da če imajo težave, se skrijejo pred drugimi. So pa lani v mariborski pediatrični kliniki odkrili 30 novih bolnikov s celiakijo. Finančno jim pomaga tudi država. Otroci, ki imajo diagnosticirano celiakijo, lahko na Centru za socialno delo vložijo zahtevek za dodatek. Ta dodatek se zdaj giblje malo čez 100 evrov. Dobi pa vsaki otrok do polnoletnosti, torej do 18. leta starosti. Morda najbolj pomembna naloga je bilo testiranje, ker s tem tudi smo veliko naredili na področju zgodnjega odkrivanja celiakije. Drugi tako pomemben rezultat pa je osveščanje javnosti. Hitre teste za odkrivanje bolezni je možno kupiti v lekarnah, si pa prizadevajo, da bi bili v prihodnosti brezplačno na voljo tudi pri splošnih in družinskih zdravnikih, kjer se lahko postavi natančnejša diagnoza. V kulturno-umetniškem programu Radio-televizije Slovenija so ob stoletnici Prve svetovne vojne pripravili 5-delno serijo z naslovom Slovenci v Prvi svetovni vojni. Dokumentarni filmi osvetljujejo položaj slovenskih vojakov med vojno, posebno pozornost pa namenjajo Soški fronti, ki sta ji posvečena kar 2 dela serije. V muzeju NOB v Mariboru so včeraj predstavili 4. del, v katerem spoznamo pogumni 26. štajerski strelski polk. Začetni del serije Prvo svetovno vojno umešča v zgodovinski kontekst. Gledalce predstavi kulturni, gospodarski, duhovni utrip Avstro-Ogrske, odkoder so na številna bojišča mobilizirali tudi slovenske vojake. Potem preko nadaljnjih 4 delov sledimo tej poti slovenskih vojakov in pa seveda obenem predstavimo vse elemente, ki se pravzaprav tega vojskovanja dotikajo. Vzhodna fronta Galicija, balkansko bojišče Soška fronta. Vsega tega se poloteva serija. Izjemo tudi zanimivosti, ki jih ne zasledimo v zgodovinskih učbenikih. Denimo, da je ključno vlogo pri zavzetju Bovca in preboju 3 italijanskih obrambnih linij na prvi dan čudeža pri Kobaridu imel 26. štajerski strelski polk. Po preboju pri Kobaridu se pa v bistvu fronta premakne na reko Pijavo,
In zadnji del seveda spregovori o bojišču ob reki Pijavi, kjer je zadnja avstro-ogrska ofenziva neuspešna, pomanjkanje hrane, povečuje se nezadovoljstvo in oktobra 1918 Avstro-Ogrska razpade. Projekt je rasel in se porajal 3 leta. To je res serija, kakršne se delajo na nekaj desetletij. S tem znanjem, s sodelovanjem strokovnjakov smo skupaj z našimi profesionalnimi kadri naredili serijo, ki upam, da bo vsem gledalcem všeč. To je bil pa zame izziv, pravzaprav, kako tem sjajnim, izvrstnim strokovnim naratorjem, kako pravzaprav najti eno ustrezno vizualizacijo. Vizualizacija v tej seriji je bila resnično izjemno zahtevna, izjemno težka. Skozi vsak del se zgodovinska dejstva prepletajo z osebnimi zgodbami. Prav slednje pa so bile tudi ustvarjalni vzgib za režiserja. In sicer družinske zgodbe povezane z njegovim pradedom Francem Ferdinandom Pečenkom. Ta serija je pravzaprav intimno vsem posvetil mojemu pradedu Francetu. Pranonotu, bi rekli Primorci, sem Primorc, pranonotu Francetu. Sicer to ne piše v špici filma, ampak noter v srcu jo posvečam njemu. Prvi oddelov serije, ki upodablja leta strahot, kot Prvo svetovno vojno imenuje Cankar, bo na sporedu 18. februarja na TV Slovenija 1. Pri športu smo. Povratni tekmi osmine finala v Evropskem ženskem odbojkarskem pokalu Challenge sta se za slovenski ekipi končali brez posebnih presenečenj. Kamničanke so v hrvaškem Poreču zmagali s 3-2, Mariborčanke pa so z 0-3 doma izgubile proti ekipi iz okolice Moskve. Peto uvrščena ekipa ruskega prvenstva je hitro pokazala, kakšne so njene ambicije na gostovanju v Mariboru. V prvem nizu je prevladovala, čeprav je dekletom v rdečih dresih uspelo nekaj lepih potez. Denimo Starčevičeva skupaj 15 točk je takole ustavila 204 cm visoko Merkulovo. Vseeno so gostje prišle do prednosti 22-13, niz pa dobile s 25-21. Mariborčanke so nadaljevale boljšo igro iz končnice prvega niza. Drugi je bil enakovreden, tudi po zaslugi razigrane Igličarjeve. Gostiteljice so imele 2 zaključni žogi za zmago, a so igralke iz Odincova našle ustrezen odgovor. Končni rezultat je bil 27-25, z 2 osvojenima nizoma pa so si gostje že zagotovile napredovanje v četrtfinale. Mislim, da smo se malo ustrašile teh Rusin, čeprav niso nič posebnega, ampak tekmo smo izgubili na lastnih napakah in če bi to popravili, bi bilo vse drugače. Tako da enostavno nismo želeli ali nismo upali ali smo bili zadovoljni s tem samo, da smo nudili dober odpor, ampak to enostavno ne gre. Punce bodo mogle v svojih glavah preklopiti to neko majhnost, ki jo imamo mi Slovenci sebi in pa iti naprej, da moramo enkrat eno večjo ekipo stopiti na teren in enostavno premagati, pa vem reči. V tretjem nizu se je pri Rusinjah z nekaj lepimi točkami izkazala Malikova in pomagala ekipi iz obrobja Moskve do gladke zmage. Še izid 25-20. Končujemo z dobro novico, jubilejna 50. zlata lisica vendarle bo. Izpeljali pa jo bodo v Kranjski Gori. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze Filip Gartner je prižgal zeleno luč za tekmovanje, ki bo prihodnji teden. Vremenska napoved je ugodna, saj se bo v prihodnjih dneh občutno ohladila. Za jutri je napovedan tudi sneg. Veleslalom in slalom v Podkorenu bosta zadnji ženski tekmi svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami v Sočiju. Jaz lahko sporočim le to, da sem pozitivno presenečen, da je proga že v zelo dobrem stanju. Ciljne strmine je mogoče na 20% malo premalo snega še, pa glede na to, da je predvidena ohladitev in nekaj sneženja, bo se v 2-3 dneh dalo to stabilizirati, da bo vse nared. Najprej bi se rad zahvalil prijateljem iz Kranjske Gore, da nam res grejo tu nasproti, da nas suportirajo v teh skupnih naporih, da ostane to tekmovanje v Sloveniji. To, kar smo danes videli, je zelo razveseljujoče, tako da smo lahko zelo optimistični. Mislim, da so tudi vremenske napovedi takšne, da nam na nek način zagotavljajo, da dejansko naredimo eno progo, ki bo na vrhunskem nivoju in bo zagotavljala optimalne pogoje tekmovalkam za doseganje dobrih rezultatov. V zadnjem delu dnevnika smo, poglejmo še na mednarodno prizorišče. Kot že nekaj dni, tudi danes začenjamo v Ukrajini.
Nasilni protesti nasprotnikov vlade v Ukrajini se po krvavi sredi, ko so iz Kijeva prvič poročali tudi o smrtnih žrtvah, nadaljujejo. Na tisoče protestnikov je kljub mrazov noč preživelo na ulicah in so v središču prestolnice zjutraj znova zažigali avtomobilske gume in policiste obmetavali s kamenjem. Posebne enote ukrajinske policije vztrajajo pri zapori ulice v središču Kijeva, ki je v preteklih dneh postala žarišče nasilja. Udeležence Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu je danes nagovoril iranski predsednik. Pozval je k izvedbi svobodnih in poštenih volitev v Siriji, ki bi bile priložnost za končanje prelivanja krvi, a le, če bi vse strani priznale volilne izide. Obenem je zatrdil, da si Iran želi bistvenega izboljšanja odnosov s tujino. V prometni nesreči avtobusa v srednji Turčiji je umrlo najmanj 21 ljudi, še 20 je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila sredi noči, potem ko je voznik zaradi poledice in megle izgubil nadzor nad vozilom. To je zapeljalo s ceste in se večkrat prevrnilo. Nekdanji poslovni partner ruskega naftnega mogotca Mihajla Hodorkovskega, Platon Lebedev, bo jutri izpuščen iz zapora, je odločilo rusko vrhovno sodišče. Lebedev je bil leta 2005 zaradi davčne utaje obsojen na 9 let zapora. Ruske oblasti so decembra lani na prostost izpustile tudi Hodorkovskega. Še vreme, po noči se bodo padavine krepile in zajele vso državo. Hladilo se bo, meja sneženja se bo spuščala. Jutri bo oblačno s padavinami. V notranjosti Slovenije bo po večini snežilo, na Primorskem deževalo. Zvečer bodo padavine slabele in na Primorskem ponehale. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmirna, sredi dneva in popoldne pa močna burja. Temperature bodo od 0 do 2, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Spremljali ste dnevnik televizije Maribor, prihodnja informativna oddaja bo na sporedu ob 20. Do takrat nasvidenje.